Ja, dober večer. Lepo pozdravljeni še v mojem imenu, predstavili ste me že, zato jaz sam ne bom izgubil besed. Pa tudi sicer se mi zdi, da se moramo kar podvizati, ker če bodo na koncu še kakšna vprašanja, smo že nekoliko časovno omejeni. Jaz sem bil povabljen na ta festival v bistvu kar tako, jaz nisem imel nobene veze, pravzaprav še niti z Domžalami ali pa mogoče celo z založbo Miš. Zato je bilo neke sorte presenečenje, ko so me povabili. Ampak potem se je kmalu pojasnilo, da je ena od zaposlenih tukaj starš oziroma mama od ene moje učenke. In se je stvar dosti hitro pojasnila. Zato sem sprejel povabilo in pripravil, recimo, upam, da bo nekje 20 minut, pol ure, svoj prispevek, ki nosi naslov Antika mene mika. Najbrž v njem vidite aluzijo na knjiga Mene briga. Kar se da, tako kot knjiga Mene briga, tudi primerno ločiti z nekim presledkom, ki dosti spremeni pomen. Zdaj, kaj je moj izziv? Danes je moj izziv v resnici večplasten. Prvič, malo bom na hitro poskusil predstaviti situacijo klasičnih jezikov v pedagogiki, torej v osnovnem pa srednjem šolstvu, in potem bom poskusil predstaviti svoj, upam, da vsaj nekoliko edinstven in originalen odgovor na to, kako zbujam zanimanje in interes pri učencih. Hkrati bom pa tudi poskušal razložiti, kako jaz to razumem in zakaj je to pomembno. Takole, kot že rečeno, a ne. Za uvod mogoče nekaj besed samo o tem, kakšno je trenutno stanje klasičnih jezikov in antičnih vsebin v Sloveniji. Če gremo najprej v osnovno šolo, lahko vidimo, da se v resnici lahko te stvari, torej vsebine, učijo vse od 1. pa do 9. razreda. Prva triada ima jasno vsebine nekoliko prilagojene in vsebine so usmerjene v antične zgodbe, v zgodbe, s katerimi se otroci lahko identificirajo v junakih in pošastih in tako naprej. In je recimo, da nesistematska, nesistemizirana stvar. Ta interesna dejavnost je priložnostna, jo organizirajo tu in tam na kakih šolah, kjer se pač pojavi potreba ali pa kjer je mogoče nekdo dovolj iniciativen, v tem primeru gospa Jera Ivanc, dramaturginja, ki je v bistvu oblikovala ta program za prvo triado. V drugi triadi imamo interesno dejavnost, ki jo imam tudi priložnost voditi na osnovni šoli Milana Šuštaršiča v Ljubljani, v Bežigradu. In ta interesna dejavnost je namenjena torej 4., 5., 6. razredom, ki že mogoče kažejo neke sorte zanimanje za klasične vsebine, za antiko in jasno tudi za latinščino. Namreč v drugi triadi se prvič učenci srečajo tudi z samim jezikom. Prej seveda tega ni toliko veliko, v drugi triadi pa smo tudi že frontalni, se spoznamo že z deklinacijami, s končnicami, z besedami, kar vse seveda prinaša latinščina. V tretji triadi stvar postane veliko bolj razgibana, tudi veliko resnejša, zato ker pridejo na vrsto ocene, ki so pred tem mogoče jih ni ali pa so opisne. V tretji triadi imajo učenci možnost izbrati izbirni predmet latinščina. In na koncu, za konec moramo še omeniti častna omemba, si zasluži osnovna šola Alojzija Šuštarja v Zavodu svetega Stanislava, kjer se učijo klasično kulturo vse od 1. pa do 9. razreda. Jasno, vedno več ur, ampak vsaj ta vsebina jih spremlja že od malih nog. Spodaj vidite 2 učbenika, ta je namenjen osnovni šoli v drugi triadi in tamle desno, oziroma v tretji triadi, in tale na desni za drugo triado, pa mogoče še za kakšne mlajše. Ena taka luštna miška, prej smo videli mačke, zdaj je na vrsti miš. Take ljubke živalce pač delujejo, ne. Žal to ni založba Miš, ampak založba Modrijan. Takole. Potem, če gremo v srednjo šolo, jasno, v srednji šoli je največ govora o latinščini, mogoče je kdo slišal tudi kaj o grščini. Situacija je taka, da imamo predmet latinščino na večjih šolah v Sloveniji, 5 je javnih šol in 3 zasebni zavodi, kjer vodijo oziroma izvajajo izbirni program klasična gimnazija, ki je v skoraj vseh vidikih podoben programu splošna gimnazija in to je tisto, kar vsi v glavnem dobro poznamo. Razširjen je pa program klasična gimnazija pravzaprav ravno z latinščino, s tem predmetom. Potem nekih dodatnih ekskurzij, manj naravoslovja in nekoliko več družboslovja. Grščino se učijo trenutno sistematično samo na eni šoli, to je ŠKG v Ljubljani, Škofijska klasična gimnazija.
katere alumna sva tudi jaz in povezovalec, za katerega ste že mogoče ugotovili, da sva nekoliko v sorodu. Ne. In za konec naj omenim še različne strokovne šole, ki pripravljajo na programe zdravstvene nege in sorodne, kjer se včasih lahko najde modul strokovna zdravstvena terminologija. To je enostavno spoznavanje klasičnih jezikov v smislu tega, kaj so dali medicinski tradiciji. Torej, srečujemo korene v latinščini in v grščini in te, kako se kombinirajo, da se z njimi da poimenovati telesne dele in pa jasno tudi postopke zdravljenja, pa seveda bolezni. Vse to temelji na klasičnih jezikih, kot sta latinščina in grščina, na samo teh dveh. In na koncu še priložnostni krožki, ki jih v zadnjih 2 let zaradi teh logike mehurčkov ni bilo zelo veliko, ampak tu in tam se še organizira kak krožek stare grščine, mogoče kak krožek zdravstvene terminologije, to imajo v Celju moje kolegice. Tule desno pa vidite učbenik namenjen učenju latinščine. Še na kratko, res na kratko o vsebini, da pridem do jedra svoje predstavitve. No, preden gremo tja, pa še mogoče komentiramo to, Če ste opazili, so vse te navedene vsebine v resnici izbirne. Obvezno učenje latinščine je že dolgo neke sorte preteklost in vse od 9-letke naprej je ta stvar drastično padla. Število šol se je zmanjšalo drastično, tam, kjer se latinščina uči. Predvsem pa nikjer več ni latinščina obvezna, kar je včasih bila realnost. In vse je postalo izbirno, opcijsko, interesno, kar po eni strani je prav, ker predmet je nekoliko drugačen, mogoče malo težji, za učence vsekakor en tak primeren, zanimiv izziv. Po drugi strani je pa to malo nehvaležno, v smislu tega, da smo latinisti in ostali sorodni kadri postavljeni v neke sorte na bojne okope, če uporabim neko metaforo iz teh časov. In moramo kar naprej zagovarjati, zakaj te stvari ponujamo, kdo jih bo vzel in zakaj in kaj mu bodo koristile in tako naprej. In prepričevati učence, da se v resnici na naše vsebine vpišejo. In če številk ni dovolj, potem seveda predmeta ni. Ampak dobro. Realnost je pač taka, da ne moramo okusov diktirati. Je pa to res, da je ta izbirnost nekaj, kar imamo kar naprej nad glavo, ko se srečujemo s klasičnimi jeziki v šolstvu. Nekoliko še o vsebini. Zdaj, tisti, ki veliko berete in smo slišali tudi, kako je to pomembno, te stvari gotovo poznate. Latinščina je klasični jezik, ki se je govoril v času Rimljanov in je skozi srednji vek in modernost pronical vse do današnjih dni kot en pomemben vektor za več kulturnih institucij, kot je recimo katoliška cerkev, potem šolstvo, znanost, kot je medicina, pravo, biologija in latinščina in tudi njen sorodni jezik in drug pomemben klasični jezik, to je stara grščina, sta en pomemben vir besedišča in tudi v resnici intelektualne tradicije še danes. Tule vidimo en tak sistematski prikaz vseh vsebin, ki jih srečamo v smislu jezika pri pouku latinščine. Torej, gre za glasoslovje, oblikoslovje, skladno te tipične jezikovne ravnine, na koncu jasno tudi besedišče in pa najpomembnejši cilj učenja klasičnih jezikov je seveda srečevati antična besedila v čim bolj izvirni obliki. Jasno, najprej prirejena, potem pa vedno bolj izvirna in na koncu je tako, kot da bi odprli eno prašno srednjeveško knjigo, od njej odpihnili prah in začeli prevajati. To je nek romantičen cilj, ki ga imamo latinisti v glavi. Jezik je nekoliko drugačen od kulture in civilizacije v smislu vsebin. Te dve reči sta precej ločeni tudi recimo v učnem načrtu in v maturitetnem katalogu. In tudi pri pouku si prizadevamo za neke sorte, mogoče niti ne organsko ločenost teh dveh vsebin. Kultura in civilizacija zajema vse ostalo, kar se tiče antike, pa ni jezik. To se pravi, jaz sem imel danes že nekoliko dolg dan, v resnici sem že 12 ur na nogah, tako da bom zdajle nekoliko mogel predaha narediti. Takole, zdaj bo pa šlo. Torej, kaj vse spada zraven? Jasno srečamo antično zgodovino in družbo in vse, kar spada zraven, torej dinamika v družbi, odnosi med spoli, med različnimi družbenimi sloji, potem so pomembno zgodovino in like.
Potem antična duhovnost z vsem razvojem svoje mitologije, potem različni kulti, ki so v stalnih dinamikah, vznik judovstva in krščanstva v odnosu z Rimljani in njihovimi inštitucijami na tem področju, potem antična umetnost, sploh vizualne umetnosti, kot je kiparstvo, potem urbanizem in ureditev mest, gledališče, no in na koncu potem še refleksije antike, jasno v srednjem veku in v modernosti, česar je tudi kar precej. Za konec pa še v 4. letniku ponavadi se cel letnik nameni še sistematičnemu spoznavanju antične književnosti. Torej, branje je kar naprej prisotno, jasno, branje besed od začetka, najprej samo branje, že itak dijakom in učencem včasih povzroča malo težav branje latinskih besed, in potem zapletamo stvar vse do tega, da pridemo do besedil. Torej, če kdo ni imel recimo vtisa, kaj se učimo, to se učimo. Zdaj pa ad rem, kot se reče, k našemu bistvu. Jaz sem razmišljal, da bi to predavanje lahko povedal dosti na krajše, ampak jaz rad malo filozofiram in sem kot kar zapleteno bitje, in zato sem rekel, da bom tudi tukaj poskušal vključiti malo filozofije. Pa si za začetek pogledamo eno trilemo. Torej, dilema je, ko imaš 2 možnosti za izbirati, trilema pa je, ko imaš 3 možnosti za izbirati. Zdaj v resnici tukaj ni kaj za izbirati, to so 3 faktorji, ki pri pouku pomenijo v bistvu 3 bistvene elemente. Moje razumevanje je tako, da če enega od teh odstranimo, oziroma ne moramo ga ravno odstraniti, ampak če je eden od teh nekoliko šibek, ni ravno kvaliteten, prisoten, stvar še zmeraj dokaj dobro stoji. Se pravi, če je mogoče vsebina nekoliko nezanimiva, suhoparna, pa vseeno obvezna, kot je matematika, govorim kot latinista, ne. Če je učenec nezainteresiran, mogoče ni toliko prisoten, nima toliko interesa, potem sta pač vsebina in učitelj tista 2, ki lahko največ naredita, in jasno, če je učitelj nekoliko nekarizmatičen, nima pravega odnosa do predmeta, pa je vsebina zelo zanimiva in pomembna in pritegne, pa je učenec primerno motiviran, bo stvar tudi še vedno stala in učenec se bo sam učil naprej. To je recimo nekako moja filozofija, ki sem jo oblikoval s tem, ko sem ustvaril predavanje. Tako da, mogoče up for debate, ampak tako, sem si jo vzel nekako za eno izhodišče, za en razmislek. Namreč, na kaj od tega lahko jaz vplivam? Ko poskušam recimo spodbuditi otroke, da najprej izberejo en predmet, kot je recimo latinščina ali pa kakšna interesna dejavnost v smislu klasike. Na kaj lahko vplivam? Jasno, lahko vplivam na sebe, na svojo osebnost, ampak danes ne bi o tem govoril, ker nisem neke sorte sociolog oziroma psiholog. Ampak tudi predavanje ni temu namenjeno. Zato bi se raje osredotočil na vsebino. Zdaj, kot učitelj deloma lahko izbiram, katero vsebino bom predstavil. Jasno je, veliko teh stvari določenih z učnim načrtom. Predvsem pa lahko vplivam na to, kako bom vsebino predstavil. Zakaj bi to naredil? Zato, da ta tretji faktor, učenec, da iz njega izvlečem največ, kar lahko. Jaz vplivam na sebe in na vsebino, učenec je pa tisti, ki bo potem mogel narediti zadnji korak. Če bo zainteresiran, če bo sam pristopil k predmetu, potem je seveda to. Če pa ne, lahko jaz rečem, da sem svoje naredil in nimam slabe vesti. Zato se ne mislim sekirati, ker recimo pri kakem krožku nek učenec enostavno ni motiviran dovolj. Jaz lahko svoje naredim, mu rečem, poglej, te stvari so zanimive, lahko ti jih na zanimiv način predstavim, lahko sem zanimiv kot učitelj, lahko pristopim do njega z neke sorte razumevanjem, človečnostjo, in če se ne bo odločil sam, da bo naredil nek korak, je to za mene črta. Tako, torej, v resnici je zdaj vprašanje, kako s pomočjo sebe, učitelja in predvsem vsebine, to si bomo danes malo gledali, največ interesa pri učencu izvabim. Zdaj, interesa pa je ena taka zanimiva stvar, ki je tudi večplastna in tudi tu sem se odločil nekoliko zaplesti. Interes ni samo, da te ena stvar zanima. Ti imaš lahko interes početi ene stvari, ki te v resnici ne zanimajo ali pa so težke, pa vseeno veš, da jih moraš zaradi kakršnega koli razloga že opraviti. A jih moraš ali jih pa v resnici hočeš, tudi če ti niso toliko zanimive. To so zapletene stvari. Ampak pomagal nam jih bo mogoče razumeti en antični filozof, katerega ime ste gotovo vsaj že slišali, to je Aristotel.
Aristotel v svoji knjigi Nikomahova etika poda 3 vrste prijateljstva. Aristotel je bil velik klasifikator in je rad stvari razdeljeval po različnih načinih, po različnih lastnostih, deli duše in tako naprej. In prijateljstvo je tudi nekaj, kar Aristotel obravnava na 3 načine. Pravi, da obstajajo 3 vrste prijateljstva. Prva vrsta je, najbolj očitna je prijateljstvo iz koristi. Torej neke sorte poslovno partnerstvo, 2 človeka se združita, ker imata drug od drugega koristi in ko ta korist usahne tudi prijateljstvo. Druga, sorodna, je prijateljstvo iz ugodja. Jasno, mislim, da lahko razumemo, zakaj gre. 2 se pač združita, ker sta drug drugemu mogoče všeč ali pa se razumeta, se imata fino. In potem, ko tudi to neha, ker pravi Aristotel, da na neki točki tudi to izzveni, potem tudi to prijateljstvo usahne. In tretje prijateljstvo, pravi Aristotel, je osnovano na vrlini. Pravi, da smo ljudje narejeni tako, da nekaj nas presega. Nekaj v nas je nekaj, to jasno dobil od svojega učitelja Platona, smo bitja presežnega in če jaz v sebi najdem nekaj presežnega, neko vrlino, ki jo hkrati identificiram tudi v drugem človeku, pa ugotoviva, da imamo skupno to točko, neko skupno vrlino, skupno dobro, ki naju žene, dobro z velikim D, potem bova postala neke sorte prava plemenita prijatelja. In Aristotel pravi, da je to tisto, kar bo to prijateljstvo v resnici naredilo trajno. Nenehno raziskovanje tega, kaj je dobro, kaj je plemenito v drugem, to, da drugemu želiš dobro in da drugi tebi želi dobro, da oba odkrivata ene skupne dobro, skupno vrlino, to je tisto, kar šteje in to je tisto, kar tvori trajna prijateljstva, pravi Aristotel. Meni se je zdelo to zanimivo projicirati na odnos učencev do vsebine. Takole jo razumem. Učenci lahko seveda se sprašujejo o tem, kaj bodo v šoli slišali, in če stvar ni obvezna, kot je recimo slovenščina, matematika, angleščina, geografija, potem bodo razmišljali o tem, kaj oni od tega dobijo. Če gremo po Aristotelovem vrstnem redu, je prva stvar korist. Torej, a je neka stvar zame koristna? Potem drugo, kar jih zanima, bo seveda, a je stvar zanimiva, a mi bo všeč. In tretja stvar je, a je ta stvar dobra sama na sebi. To se nam mogoče sliši nekoliko globoko, nekaj, kar ne smemo niti od učencev pričakovati, in v resnici jaz mislim, da je tako. Jaz mislim, da je vrstni red takle. Učenci najprej razmišljajo, vsaj v osnovni šoli, tako da se malo maknem, kaj bo v tem predmetu tisto, kar bo meni všeč, kaj bo meni zanimivo. In če je tega dovolj, potem se jasno že odločijo in bodo šli naprej. Potem, ko so že nekoliko pragmatični, to se ponavadi zgodi na nivoju srednje šole, začnejo razmišljati o tem, kaj jim bo ta predmet prinesel v življenju, kaj je praktično, kakšno korist bom jaz imel od tega. In tretje, če kdo do tega pride, je, kaj je ta vsebina, kaj mi ta vsebina ultimativno lahko da. Kaj mi lahko da kot človeku? A lahko jaz v njej najdem neko dobro, nekaj, kar mi pomaga rasti. In to je precej pomembna stopnja, do katere bom rekel, da si jaz nekaj časa, že vsaj kako leto, poskušam učence spraviti in dijake, ampak mi je vedno bolj jasno, torej, da do tega pridemo samo prek prvih 2 korakov. In če malo še usporedim to s svojim lastnim življenjem, ker tukaj stojim kot pač nekdo, ki se je odločil kariero in življenje posvetiti klasičnim jezikom. Ko sem jaz hodil v srednjo šolo, sem dobil latinščino tako rekoč na pladnju, ker sem hodil na škofijsko klasično gimnazijo in tam jasno imajo vsi latinščino, ker je obvezna. In to je pomenilo, da se mi ni bilo treba posebej truditi, da bi se jaz to stvar zbral, in moram reči, da je bila to kar dobra poteza, rečemo temu, usode, ker mi je bila latinščina zelo všeč, hkrati tudi stara grščina. Toliko všeč, da sem potem to stvar šel študirati, in na tej stopnji študija sem še vedno šel to študirati samo zaradi zanimanja. Potem sem pač se spomnil, da moram jaz te stvari tudi nekoliko unovčiti. Treba je najti službo, ker pač ljudje odraščamo neizogibno. In takrat sem začel intenzivno razmišljati,
kam me bo to pripeljalo, kaj mi bo dalo v smislu praktičnosti. Zdaj, imel sem to srečo, da sem pristal na gimnaziji Škofja Loka, kar je dalo dosti dober odgovor na to vprašanje, ampak tretje vprašanje je pa nekaj, kar v bistvu raziskujem šele zadnjih 5 let in je tudi pomemben odgovor na to, ali bom jaz ostal v tem, ali bom mogoče zamenil za kaj bolj stabilnega, bolj praktičnega. In tukaj je za mene odgovor vedno ja. Jaz bom ostal v latinščini in v klasičnih jezikih, zato ker se mi zdi, da ponujajo ogromno zakladnico duhovne tradicije, v kateri lahko vidim jaz zelo veliko zadev za svojo osebno rast. Za razumevanje tega, kdo smo kot ljudje, kaj tu počnemo. Ti odgovori, ti najbolj pomembni življenjski odgovori na najbolj pomembna življenjska vprašanja se najdejo najprej v zgodovini človeštva v antiki. Tako da to je moj odgovor. Zdaj pa, mogoče za primer, pa kot neke sorte dokaz, da imam prav, si poglejmo eno kratko poglavje iz antike. Na desni strani vidite rimskega legionarja, ki je oblečen v rimsko tipično vojaško opremo. Na glavi ima galeo, čelado, potem lorika je prsna plošča, pugijo eno tako bodalo, imamo tu laser, pugijo je bodalo za pasom, skutum je ščit, tak velik ščit za celo telo, pilum je tole dolgo kopje, ki ga je imel ponavadi 2 v roki. Potem imamo še pas ali cingulum, jasno, slavni Gladius, ki je osvojil cel imperij, in na koncu še kalige, torej vojaški čevlji. Zdaj, če si pogledamo to stvar z mogoče teh 3 nivojev analize, a bi rekli, da je to zanimivo? To je vprašanje za občinstvo. Ja. Gotovo je zanimivo, a ne? Zanimivo je tako, kot bi šli pač v en muzej, to je tako. In si malo pogledamo. Torej, zanimivo, kljukica. Ali je koristno? Mogoče malo manj, že malo oklevamo. Ampak ja, koristno, a ne, je gotovo vsaj za 2 kadra, za zgodovinarje pa arheologe. Ja. Za zgodovinarje in arheologe, pa mogoče še kak jezikoslovce, latinist bi tudi tole noter videl zelo veliko zanimivih stvari. Tretji nivo, ali je v tem kaj inherentno dobrega, nekaj vrednega, nekaj plemenitega? Na prvi pogled sploh ne. To je čisto ena taka materialna stvar, pa še v bistvu je to vojaški stroj rimskega cesarstva. Kako bi lahko bil v tem kaj dobrega? Ampak če pogledamo antično tradicijo, je v antiki pač tole veljalo za vojaško opremo, za vojaški stroj, kasneje s prihodom krščanstva pa je dobilo eno pomembno metaforično vlogo. Ko je tudi vojska hkrati postala manj pomembna, ljudje so se nekoliko spametovali, čeprav ne zelo in se še danes ne, so začeli z začetkom v Svetem pismu, v Pavlovem pismu Efežanov, razumeti ta orožja kot metaforično opremo za duhovno življenje. Ščit vere, meč duha, pas resnice, prsna plošča pravičnosti. In vse te reči pravi Pavel in kasneje, nekaj stoletij kasneje, tudi Prudenci v svojemu epu Psihomahija, kjer se glavni grehi borijo proti glavnim krepostim, oziroma obratno, ima enako idejo. Torej, ta vojaška oprema in orožje je lahko metafora. Lahko je nekaj, kar nas opremi za to, da se mi borimo s tem svetom, ki vemo še danes. Je zloben, je negativen, je mračen. A imamo kaj dvigniti, imamo svoj ščit, ki nas bo branil. A imamo neke sorte meč, s katerim se bomo borili proti lažem in temi in neresnicam. To je tista metaforična globina, ki jo lahko najdemo tudi v taki banalni stvari, kot je recimo vojaška oprema. Tako da, ja, jaz mislim, da lahko najdemo, če se potrudimo, lahko najdemo vse te 3 nivoje v klasičnih vsebinah in do tega jaz želim dijake pripeljati. Da vidimo, a imam prav, če so se dijaki odzvali na kak tak način. Jaz lahko pokažem, da so se, kot da je nekaj zanimivo, odzvali vsaj na tele vsebine. V osnovni šoli so se zelo dobro odzvali na to, ko so videli, kako je beseda discipulus, ki pomeni učenec, povezana z besedo disciplina. Torej, discipulus ali učenec mora biti nekdo, ki je discipliniran, ki ima nauk, učenost in hkrati tudi neke sorte disciplino, zato da se teh stvari loti. Potem atraktivni so vedno Kelti in jasno tudi vojska.
in pa fizični rekviziti, ki so vedno zelo popularni, ko jih prinesemo v šolo in lahko primejo antiko v roke, in jo doživijo v neke sorte prvi osebi. V srednji šoli je stvar malo drugačna, predvsem jih zanima etimologija besed, odkot besede prihajajo. Konkretno sem dobil en tak odziv od ene dijakinje, ko sem razlagal oziroma razložil, da je tale Mecenas je bil neke sorte literarni tajnik cesarja Avgusta in iz njegovega imena ultimativno dobimo besedo mecen. In to je bilo nekaj, kar je sprožilo pri dijakini. In hkrati tudi pri meni. Ko sem jaz slišal ta sem tudi sam pomislil, nekomu je lahko to Torej, to so bili izraziti odzivi, ki so mi dali vedeti, da so stvari jim zanimive. Imam tudi odziv, ki je očitno dal vedeti, da so stvari koristne. Ko smo se pogovarjali o besedah in spoznavali predpone, kot je recimo tale hiper, ki pomeni nad nečim, hipo, ki pomeni pod nečim. In sem potem dijakom razložil, da gre v resnici za besede, ki jih že zdavnaj poznajo, hiperglikemija in hipoglikemija, hiperaktiven in tako naprej. Je nekdo na ves glas rekel, si ni mogel pomagati, kar naenkrat imajo vse besede smisel. Ga razumem, jaz poznam to moč besedišča klasičnih jezikov, ampak hkrati resnici je mogel na glas povedati. Vsem sošolcem je mogel povedati, da se mu zdi to koristno. Zelo dobro sporočilo. Podobno velja pri antični filozofiji, mogoče malo manj direktno, ampak je tako, jaz kar vidim ljudi, ko kimajo, ko se ukvarjamo s stoicizmom in v resnici razumejo, kaj pomeni to, da se učiš obvladovati lastna čustva, da imaš svoje notranje življenje pod nadzorom. To je nekaj, kar jasno bo nagovarjalo ljudi še dolgo. Tretji nivo, to, kar je dobro, kar je mogoče samo na sebi plemenito, vrlo, je pa nekaj, za kar nimam v resnici primera. In jaz mislim, da je zato temu tako, ker je ta stvar precej intimna in jasno tudi ne vem, kako bi jo prebral v nekem dijaku, če se ne bi, ali pa učencu, če se ne bi direkt pogovarjala, pa bi se zelo, zelo dobro poznala. Ampak to ne pomeni, da ne obstaja. V resnici je obratno. Jaz mislim, da je to najpomembnejša stvar, za katero se moramo truditi pri pouku, in mislim, da je to tisto, kar bo potem otrokom in učencem in dijakom dalo, da potem, ko končajo s to inštitucijo, ki se ji reče šolstvo, še naprej ohranjajo to prijateljstvo in to prijateljstvo postane trajno, namreč katero prijateljstvo? Prijateljstvo s knjigami, z antičnimi vsebinami, mogoče celo s klasičnimi jeziki. Torej, da v tem najdejo neke sorte globino. Ampak jasno, do tega moramo priti s pomočjo zanimivega. To je prvi korak, sploh v osnovni šoli. Zato imam še zadnji del mogoče mojega odgovora, odziva na ta izziv, ki sem ga dobil, je, kako se jaz lotevam zdaj tega, da bom v otrocih, v dijakih, tudi v dijakih, sprožil odziv, da je nekaj zanimivo. To je prvi korak, potem bodo mogoče videli, da je stvar v resnici koristna, in tretji korak je, da bodo videli, da je stvar mogoče za njih celo dobra. Na nivojih, za katere mogoče niti sami ne vejo. Za globine, za katere niti sami ne vejo in jih ne poznajo. Torej, moj odziv je, stvari naj bodo pestre, naj bodo čim bolj fizične, naj bodo mogoče mičken wacky, in zato sem jaz izpeljal že kar nekaj projektov, iz katerih naj mogoče sam en izbor tule jih predstavim. Prvi je en glasbeni spot po imenu Jam Modo, ki ga lahko na YouTubu najdete v celotni izvedbi. In je neke sorte fuzija med antično elegijo in modernim ekološkim sporočilom, kar tudi besedi gresta zelo dobro skupaj. Elegija in ekologija, ven dobiš ekolegijo. Stvar nosi naslov Jam Modo, kar je vers antičnega pesnika Tibula. In ideja je ta nek sorte antični lik, to sem jaz v togi, odkriva neke okoljske probleme, ki jih imamo na zemlji, in za pomoč pokliče četico oziroma legijo dijakov, ki mu potem pomagajo rešiti situacijo. Stvar je tudi glasbeno podkrepljena, jaz sem ustvaril glasbo, jo posnel, nekoliko se tudi z antično glasbo ukvarjam. Eni sek minuten iz tega bi pa mogoče zdajle predvajali, če bi se dalo. Su t'apprisco, raditu sextatavo. Mis missa des faveat, fruges lus tramus et agos. Ritus ut aprisco, traditus sextatavo. Ritus ut aprisco, traditus sextatavo.
così, contento scrivere parvo, la moda, la così, contento scrivere parvo, la moda, la così, contento scrivere parvo, divizia salius vulva, sivi congerat auro, divizia salius vulva, sivi congerat auro. Jan moda, jan posum, contento scrivere parvo, jan moda, jan posum, contento scrivere parvo, jan moda, jan posum, contento scrivere parvo, divizia salius vulva, sivi congerat auro, divizia salius vulva, sivi congerat auro. Evo, in tako naprej. Zdaj, stvar je zelo lahkotna, dijaki so jo zelo dobro sprejeli. In to je to. Jaz mislim, da sem jih kar precej navdušil. Zdaj, ponavadi ne grem v togo, pa skačem okrog pred kamero, ampak v resnici je šlo za to, da sem nadomeščal na Škofijski klasični gimnaziji in sem čez en mesec že v resnici šel. Zato mi je bilo nekoliko vseeno, kaj puščam za sabo. Ampak še zmeraj se ta stvar ni slaba. Ne? Z veseljem jo imam za pokazati v svojem življenju. Potem, kar se še da narediti, zdaj, mi smo imeli do zdaj že, mislim, da 6 uspešnih srečanj klasičnih gimnazij. Vsako leto druga klasična gimnazija gosti. Leta 2019 sem imel jaz to priložnost gostiti v Škofji Loki, to pomeni, da smo sami z dijaki tudi ustvarili program in smo se odločili Škofjo Loko spremeniti v antično mesto, ki je imelo neke sorte stojnice, postojanke. In na teh postojankah si lahko za neke posebne kovance dobil pravzaprav izdelek, oziroma si se lahko ustavil, kaj izdelal, poskusil, lahko si poskusil antično kuhinjo, lahko si šel v terme, lahko si kockal, lahko si se učil kaligrafijo itd. Dijaki so se z veseljem tudi sami oblekli v toge in tunike in se podali po Škofji Loki. Na levi vidite izdelavo Fibul, najbolj popularno delavnico. In to, kolikor znam dijake razbrati, oziroma razpoznati njihove odzive, je bilo zelo, zelo dobro sprejeto. V smislu tega, da ni to vedno samo neke sorte obiski muzejev pa dramske predstave, ampak tudi tako nekaj fizičnega, zabavnega, zanimivega. Da je antika v 3D, da jo lahko doživiš na lastni koži. To je meni zelo, zelo pomembno. Tudi svoj krožek za drugo triado vodim na podoben način. Tule na levi vidite 2 sliki iz kulinarične delavnice, nad katero so bili dijaki najbolj navdušeni. Kot vidite, so tu zelo pridno delale njihove roke in ostale so tudi okusne stvari. Potem smo imeli obisk arheologa, ki jim je tam pred očmi razbil lonček in so ga morali potem skupaj sestaviti. Skratka, fizično to privlači, to definitivno. To je zelo, zelo zanimiva stvar. Za vse nivoje, za osnovno šolo in v srednji šoli. In na desni vidite še učno uro v antični Emoni, ki je pa najbolj možna imerzivna izkušnja antike v povezavi s šolstvom. Torej, nek učitelj pride not oblečen v togo, to je moj kolega, sicer sem jaz tudi to včasih izvajal. Učenci dobijo svoje tunike, v roke primejo voščene tablice in začne se antični pouk. Tako, na ta način jaz vodim krožek in te stvari, te fizične delavnice so najbolj zanimive. Ne bom jih privlačil s tem, ne bom jih prepričal s tem, da sedimo v razredu in si ogledujemo končnice besede servus in ugotavljamo, da je moškega spola. Ok, zanimivo. Ampak raj primejo v roke lonc, pa zakurimo in poskusimo ustvariti recimo neke sorte antični recept, kar smo tukaj delali. Zelo z veseljem sem par let nazaj odkril tudi, da je bralna kultura v resnici zelo, zelo živa v osnovni šoli. Vsaj to je moj vtis. Ko sem jaz predlagal par let nazaj in nazadnje en mesec nazaj, da bi 1 uro krožka namenili branju stripa Asterix, so bili vsi absolutno za. Čakalo me je 45 minut zbrane tišine in listanja. Zdaj, zakaj Asterix? Jasno, saj tisti, ki poznate to, veste, Asterix se dogaja v Galiji, ki je bila pač okupirana strani Rimljanov v 60 letih prejšnjega tisočletja, prejšnjega stoletja, prvega stoletja prejšnjega, torej 2000 let nazaj. In v tem času Julij Cezar jasno pokori skoraj celo Galijo, razen majhne vasice, ki se še zmeraj upira osvajalcem, in v njej sta ta 2 naša junaka doma. In to je atraktivno, to je še vedno hit in to ni boljše literature kot to za recimo antični krožek. Pa še latinščina je noter, tu in tam v kakih citatih. Tako da to je še en drug zadetek. Mogoče je to neke sorte tolažba, ki gledamo na to, da ljudje vedno manj berejo. Ne bi se strinjal, samo morajo imeti primerno literaturo, pa morajo imeti čas za to. Ne vzamejo si časa. Če pa krožku namenimo 45 minut za branje, bo to zadetek.
No, tukaj imamo še en prikaz legionarske opreme, to jaz vedno rad, torej, ko sem rekel, fizično preizkusim, tukaj dijaka oblečem v opremo, a ne. To je privleklo veliko število ljudi, veliko več kot samo klasike, ne, in potem naredili neke sorte interdisciplinarno uro z velikim številom dijakov. In na koncu, a ne, še različni fizični rekviziti, ki jih tudi redno vpeljujemo v pouk. Na desni spet me vidite v togi z voščeno tablico. Na sredini je lira. Jaz sem tudi glasbenik, se ukvarjam z antično glasbo, kolikor jo je pač ostalo, in imam doma neke sorte rekonstruirano liro in par avlosov, s katerimi bom počasi poskusil kaj resnega ustvariti. In to je tudi nekaj, kar zelo privlači, da je glasba, ne, v antiki bila tudi živa, da je ta svet nekako nam dostopen, da lahko vsaj približno lahko malo slišimo, kako so takrat živeli, kakšna je bila njihova estetika in podobno. In na levi vidite še volumen, ne, to je pa antična knjiga. Tudi to je zelo pomembno, da dobimo neke sorte idejo, kako se je razvijala intelektualna tradicija prek teh prvih knjig, volumnov, do kodeksa, ki je že stara oblika knjige, in potem kodeks do današnje knjige v resnici sploh ni več veliko korakov, praktično je to isti izum. Tako, no in zdaj smo prišli vsi že do neke sorte zaključka. Moj zaključek je taka, ne, da je ta zanimivost samih vsebin prvi korak in je zelo, zelo pomembna. Mislim, da se mi približno že počasi svita, kako jo doseči. Potem, a ne, v neke sorte dialogom z učenci poskušam doseči tudi nivo tega, da vidijo koristnost teh vsebin, ampak zadnji cilj mora biti pa to, da so nam te vsebine tisto, a ne, kar v nas vzbuja najboljše možno. Da razvijemo neke sorte kvaliteten odnos z življenjem in našim mestom v njem in bomo s tem tudi mogoče lažje razumeli, kaj delamo tukaj po vseh teh letih, ki so nas že čakala v človeštvu, smo pač dali antiko skozi in potem vso to dolgo 2000-letno zgodovino. In zdaj smo tu. Ja, no, preden se vam zahvalim, mogoče rečem samo še to, da upam, da je bilo tole, kar sem zdaj uspel povedati, zanimivo, mogoče je bilo komu celo koristno. Če si upam, upati, da je bilo kaj v tem tudi inherentno dobrega, no, to boste pa vi povedali. Hvala. Hvala torej še za zadnje predavanje v tem sklopu predavanj. Še drugo, ki je bilo osnovano na primeru iz prakse, lahko rečemo dobre prakse, vsaj sodeč po predstavljenem in videnem, ki je morda tudi navdihnila razmišljanje in že zastavila kakšno vprašanje, pa kar na dan z njim. Preverim splet. Na spletu je samo en srček priletel. Hvala. Bom pa vprašal, glede na pač predstavljeno je tu ogromno nekaj materialnega, kakor je bilo omenjeno, pač tikava se, no, ker je moj dolgoletni brat. Pač nekaj tega imaš doma, odkot pa pride vse ostalo. Pač to nekaj ni samo tvoja garaža in tvoje omare, ampak odkot to pride na kup? Ne, v resnici je tisto, kar je res mojega, tistega je zelo, zelo malo. Jaz imam dobre prijatelje, ki se ukvarjajo tudi s tem, v glavnem so skoncentrirani v kulturnem društvu Vespasijan, ki je eno kulturno društvo tukaj v Ljubljani in se s tem ukvarja. Potem imam dobre kolege tudi na Ptuju, tam sicer si kaj dosti stvari ne sposojam, ker je logistika malo težja, ampak v glavnem so to profesionalci v antiki na vseh mogočih področjih in no, to so veze, ki jih pač potem cukam tu in tam in dobim z ene strani, ne vem, tuniko, z druge strani dobim legionarsko opremo in no, inštrumente, kot rečeno, sem si ustvaril sam, no ne sam, ampak pri enem kolegu, ki je neke sorte mizar in mi je malo pomagal pri tem, ker jaz se s tem nisem zelo spreten, zaigram pa rad. Morda zdaj. Potem še vprašam glede povezovanja šol, ki imajo klasični program. Pač omenjeno je bilo, da se povezujete vsako leto ali kako že, 6 teh srečanj, da ste torej imeli. Torej obstaja tudi mreža pedagogov klasične kulture in latinščine. Kako recimo ti navdihuješ njih skozi to, kar počneš, in obratno, če so oni
cepljeni na podoben način? Ja, k temu ta zadnjemu moram reči, da ne. Ko sem prvič stopil v razred v prvem letniku letos, so rekli, da so bili začudeni, da sem tako mlad. A ne. Pač pričakovali so nekoga veliko starejšega in jasno, učitelj latinščine se sliši kot nekdo, ki ima dolgo brado in slovarje v roki, ampak pač učitelji moramo biti enkrat mladi. Ne? In jaz sem zdaj na tej točki. Ampak ta mladost je mogoče nekaj, kar je meni pomagalo, da ja, pač imam mogoče malo nekonvencionalne ideje, ki jih ni drugje toliko zelo veliko za najti. Drugi učitelji so nekoliko bolj klasični, če se malo pošalim z besedami. Niso pa zdaj, niso proti recimo temu, kar bi se jaz šel kar na nekem takem velikem slovenskem področju. Recimo za ta dogodek Lokopolisa, smo izdelali neke sorte kovance, ki so potem, jaz sem imel idejo, da bi ti kovanci postali interna valuta klasičnih gimnazij, da bi si jih dijaki med seboj menjavali. In z njimi v resnici si lahko zamenjajo tudi kako vprašanje pri ustnem ocenjevanju. Kar je poteza sam naše šole zaenkrat. Drugi učitelji tega niso tako zelo zagrabili, so bili pa vseeno zato, da se pač ti kovanci ustvarijo, se pravi, nekaj uspem doseči, ampak pa tudi ne. Ampak zdaj se nočem preveč komu zameriti, mogoče me celo kak od mojih kolegov posluša. Ne. Zelo dobri sodelavci so to in na strokovnem področju se zelo fajn povezujemo, imamo tudi redna srečanja. Ideje ima pač jasno vsak svoje in pristope, ampak tudi ko jih damo na kup, vedno ustvarimo nekaj užitnega in zanimivega in koristnega in še kaj. Še zadnja priložnost za vprašanje. Že nekaj minut smo tudi že čez časovnico, zato bomo kar zaključili tale sklop. Hvala še Gašperju Kvartiču za ta zadnje iz sklopa 4 predavanj na našem srečanju.